Moški, imenovan za naslednjega vodjo legendarne organizacije Mossad, je bil ta teden na sodišču. Kneset pa je sprejel pomemben zakon, s katerim je ustanovil tribunal za sojenje teroristom 7. oktobra. Kaj se lahko naučimo iz teh zgodb? Sem Ilana Majzel Diamant in to je Temeljni zakon. To je bil izjemno pomemben teden, tako v pravnih kot političnih novicah, saj je Kneset začel svojo zadnjo sejo v tem mandatu. Vrhovno sodišče pa je nadaljevalo z obravnavo številnih izjemno pomembnih primerov, povezanih z izraelsko varnostjo in socialno politiko. Sedja Kneseta se je začela odmevno. V ponedeljek zvečer je Kneset sprejel pomemben zakon, ki pooblašča posebno vojaško sodišče za pregon približno 300 teroristov iz 7. oktobra, ki so jih izraelske sile zajele znotraj Izraela in jih od napada zadržujejo v priporu. To je poskus končati 2 leti in pol pravne negotovosti glede tega, kako jih je mogoče in kako bi jih morali sodno preganjati. Predlog zakona so skupaj podprli člani koalicije in opozicije. Sprejet je bil s 93 glasovi za in nobenim proti, kar je redka supervečina, še posebej izstopajoča, ker bi zadostovala že navadna večina in ker ni bil niti en član proti. To je resničen dokaz trdne enotnosti, ko gre za sojenje in kaznovanje tistih, ki so 7. oktobra ubijali, posiljevali, pohabljali, ugrabljali in mučili naše prijatelje in družino. Friends and family on October 7th. To je delni odgovor na klic po pravičnosti in lahko le upamo, da je dober. Zakon vzpostavlja poseben vojaški pravosodni okvir, dovoljuje obtožbe, vključno s terorizmom, kršitvami izraelske suverenosti in genocidom po izraelskem zakonu iz leta 1950 za preprečevanje genocida. Ta zakon o genocidu je bil izraelski odgovor na holokaust. Njegova uporaba za dogodke 7. oktobra pa je pravna opredelitev namena, torej iztrebljenja judovskega naroda. Zakon dovoljuje smrtno kazen za najhujše primere in prepoveduje, da bi bil kdorkoli, ki mu sodijo po tem zakonu, izpuščen v prihodnjih izmenjavah zapornikov. In zahteva, da so najpomembnejša zaslišanja, torej začetek, razsodba in izrek kazni, posneta in predvajana na posebni javni spletni strani. Imejte to v mislih za nekoliko kasneje v oddaji. Zagotovo bodo težave pri vzpostavitvi tega sodišča in veliko načinov, kako bi lahko bila njegova praktična izvedba ovirana. A vendar se je ta teden, vsaj za trenutek, judovska država združila, kot se skoraj vedno zgodi ob zunanjih grožnjah, in spregovorila z enim glasom. Seveda se je ta enotni glas kmalu zlomil, ko se je v koaliciji začela politična kriza zaradi vpoklica Haredijev, kar je približalo glasovanje o razpustitvi Kneseta in predčasnih volitvah. Medtem pa so vaše oči, če poskušate spremljati sodne novice, morda že utrujene od sledenja naslovom. V zadnjih nekaj tednih je sodišče obravnavalo ali nadaljevalo obravnavo pravnih izpodbijanj glede državno preiskovalno komisijo o 7. oktobru, morebitno razrešitvijo ministra Jaira Ben Gvirja ter ukinitvijo subvencij in aretacijo tistih, ki se v skupnosti Haredi izogibajo naboru. In zdaj je tu še tožba, ki izpodbija imenovanje novega vodje Mossada, generalmajorja Romana Goffmana, ki naj bi funkcijo prevzel 2. junija. Želim se osredotočiti na zgodbo o Goffmanu, ker je pomembna in mislim, da ponazarja nekatere ključne točke o izraelski družbi. Mossad uživa mitski sloves tako med svojimi privrženci kot sovražniki. Za prijatelje Izraela in judovskega naroda je to glavni lik v desetletjih zgodb o izraelskem junaštvu, spletkah in vohunjenju. Eichmann, ugrabljen z ulice v Buenos Airesu leta 1960, pretihotapljen v Izrael, sojen in obešen. Lažno potapljaško letovišče na obali Rdečega morja v Sudanu, prek katerega so na tisoče etiopskih Judov pretihotapili v Izrael. Večdesetletno iskanje načrtovalcev pokola na olimpijskih igrah v Münchnu. In nato, v zadnjih 2 letih, pozivniki, ki so eksplodirali v žepih operativcev Hezbolaha po vsej Libanonu, 12-dnevna vojna z Iranom in skupni ameriško-izraelski napad, ki je v njegovem lastnem kompleksu v Teheranu odstranil vrhovnega voditelja. In zdaj je to organizacija, katere bodoči vodja je predmet pravnega izpodbijanja, o katerem je sodišče seveda pristalo, da ga obravnava, in ga zdaj tudi obravnavalo. Za tiste, ki imajo občutek déjà vuja, to ni prvič, da je vodja velike varnostne organizacije na sodišču v času te vlade. Spomnite se, da je bilo lani izpodbijano razrešitev vodje Shin Beta Ronena Bara in vlada je morala še naprej sodelovati, oziroma večinoma ne sodelovati,
z vodjo svoje domače obveščevalne službe, ki ga je zelo javno poskušala odpustiti. Njegov kasnejši naslednik, trenutni vodja Shin Beta David Zini, je bil zaradi pravnih izzivov najprej zadržan pri prevzemu funkcije, nato pa je bil tudi sam predmet pravnih izzivov, ko je že bil na položaju. Prav te zgodbe imam v mislih, ko ljudem nasplošno razlagam, kako je pravo v Izraelu neločljivo povezano z glavnimi političnimi odločitvami, ki vplivajo na vse vidike izraelskega življenja: nacionalno varnost, gospodarstvo, izobraževanje, vero in državo. Vsak, ki mu je mar za katerokoli od teh tem, bi moral razumeti tudi to, da pravni sistem pogosto določa njihovo usodo. To še posebej velja v državi, kjer lahko kdorkoli, v dobrem ali slabem, izpodbija katerokoli odločitev neposredno na vrhovnem sodišču. Kjer, dobro ali slabo, generalni tožilec deluje kot dejansko neodvisen veto na politiko znotraj same izvršne veje oblasti. In kjer je, dobro in slabo, etatistična ideologija ustvarila zakoreninjeno birokracijo, ki vidi del svoje vloge v izkazovanju pretirane budnosti do političnega vrha. In tako pridemo do primera vojaškega sekretarja predsednika vlade, generalmajorja Goffmana in Mossada. V času tega snemanja sodišče še ni odločilo o primeru, vendar bo to ozadje pomembno ne glede na izid. Torej, kakšna je zgodba z Goffmanom, kot ponavadi? Odvisno, koga vprašate. In povedala vam bom tako zgodbo, ki ste jo morda že slišali, kot tudi tisto, ki je verjetno še niste. Tukaj je stališče pobudnikov izpodbijanja, ki je bil pogosto omenjen. Dve nevladni organizaciji sta vložili peticijo na vrhovno sodišče, pridružila pa se jima je tudi Uri. El Makayas, moški, ki je bil star 17 let. Ko je Goffman, takratni poveljnik divizije, odobril njegovo rekrutacijo za kampanjo vplivanja v arabskem jeziku, ki je IDF ni imel dovoljenja izvajati. Takrat mladoletni El Makayas je bil aretiran strani Shin Beta, obtožen vohunstva in pridržan približno 18 mesecev, preden je bila obtožnica umaknjena. Asher Grunis, predsednik komisije za imenovanja in nekdanji predsednik vrhovnega sodišča, se ni strinjal z odobritvijo Goffmana strani lastne komisije ter je njegovo vlogo označil za zelo resno etično napako. Generalna državna tožilka Gali Barav Meara je v nedeljo podala svoje mnenje in dejala, da je imenovanje, citiram, izjemno in očitno nerazumno, ter bi ga bilo treba razveljaviti. Odhajajoči vodja Mossada, David Barnea, je vrhovnemu sodišču poslal nenaročeno pismo, v katerem je opozoril, da bi Goffman lahko povzročil, citiram, ogromno škodo državi Izrael. Po tem razumevanju je imenovanje pomanjkljivo, pristojni organi so na to opozorili in sodišče dela točno to, kar bi moralo delati. Ampak tukaj je vidik, s katerim se morda še niste srečali. In to je vidik, ki pravi, da je bila afera El Makayas pravzaprav zmedena že od začetka, ker sta bili dve ločeni operaciji, ne ena. Resna, tista, zaradi katere je El Makayas pristal v zaporu, sploh ni vključevala Goffmana. Meseče preden se je Goffmanova enota sploh dotaknila El Makayasa, ga je že vodila posebna enota vojaške obveščevalne službe kot vir za zaupno gradivo. Goffmanova enota je naredila nekaj precej bolj omejenega. Na predlog podrejenega je Goffmanova enota El Makayasovemu priljubljenemu kanalu na Telegramu posredovala javno dostopne informacije, ki so bile že objavljene na izraelskih novičarskih straneh, kot del kampanje odvračanja na sirski meji. Goffmanova ni vedela, da kanal vodi mladoletnik, in ko so dejstva prišla na dan, vojaški pravobranilec IDF se je odločil, da ne bo uvedel kazenske preiskave, medtem ko je poveljnik severnega poveljstva sklenil, da je šlo za operativno napako in ne za etično napako. Izrekel je le poveljniški opomin, kar je najnižja stopnja odziva IDF in se celo ne zabeleži v osebni dosje Goffmanove. Če sprejmemo to razlago, je to, kar gledamo zdaj, nekaj nekoliko bolj zaskrbljujočega. Večina treh članov preveritvene komisije je potrdila imenovanje, medtem ko je sodnik Grunis izrazil nestrinjanje, vendar je svoje mnenje označil kot zaupno in ni v celoti pojasnil razlogov niti drugim članom komisije, niti javnosti. Generalna državna tožilka je nato zavrnila zastopanje predsednika vlade na sodišču, zamudila svoj lastni rok za 2 dni in prevzela stališče predsednice, ki je bila v manjšini, proti večini. Medtem poročila kažejo, da je odhajajoči vodja Mossada, ki ni izvoljeni uradnik, vodil kampanjo proti svojemu določenemu nasledniku pri predsedniku vlade, pri komisiji, pri generalni državni tožilki in nato preko zaupnega pisma tudi pri sodišču. Po tem razumevanju je odziv na Goffmana manj povezan z Goffmanom in bolj z institucionalnim refleksom.
Sistem, v katerem se visoki predstavniki brez zadržkov skupaj nasprotujejo izbiri izvoljene vlade, kadar kandidat prihaja izven njihovega kroga. Ne glede na to, kaj si kdo misli o teh razlagah, se je predsednik vlade sam odločil, da se neposredno odzove prav na to. V petek, 8. maja, je Netanjahu sodišču predložil svoj odgovor, v katerem je zahteval, da se peticije v celoti zavrnejo. Odgovornost za varnost države, je zapisal, je zaupana predsedniku vlade in samo njemu. Sodišče pa nima orodij, da bi lahko presojalo varnostno odločitev takšne vrste. Zdaj je razlika med enotnostjo pri vedbi sovražnikov judovske države pred roko pravice in nekakšno zagrenjenostjo, ki jo vidimo okoli imenovanj, resnično očitna. Po eni strani je to pokazatelj moči in odločnosti, čeprav ni brez kritik, dvomov in žalosti, kot bi pričakovali. Po drugi strani pa gre za eno najpomembnejših delovnih mest v državi, delo, ki mora tesno sodelovati z izvoljeno vlado, in varnostni aparat, ki naj bi ga nadzoroval. Postane predmet nacionalne polemike in je na koncu predan sodišču. In to ne prvič. Zato si zapomnite, to je daleč od tretje, četrte ali celo pete pomembne nominacije, ki je bila izpodbijana pod to vlado. Postopek imenovanja komisarja za javno upravo je leta 2025 razveljavilo Vrhovno sodišče, zaradi česar je bil položaj dejansko prazen več kot eno leto. Drugi organ za televizijo in radio je bil v celoti zamrznjen z nujno odredbo v začetku tega meseca zaradi imenovanja predsednika. Leta 2024 je bila takratna vršilka dolžnosti vodje istega organa, Odalia Minis, predmet peticije, ki je generalni državni tožilec ni želel braniti. Sodišče je takrat celo grajalo generalnega državnega tožilca in potrdilo imenovanje. Pogovorimo se za trenutek o tem, kaj ta val izzivov pravzaprav pomeni. Glede imenovanj je nekoč veljalo, da je sodišče doktrino skrajne nerazumnosti uporabilo le zelo redko. Torej, kaj se dogaja? Ali je vsako imenovanje, ki ga opravi ta vlada, res tako pomanjkljivo, da zahteva razrešitev na pravni podlagi? Morda nekateri tako mislijo, vendar je to malo verjeten odgovor, saj je sodišče samo na koncu odobrilo imenovanje Zinija v Shin Bet in Minis na položaj vršilke dolžnosti. Torej, če smo prizanesljivi do izzivalcev, je odgovor, da so lahko nekatera imenovanja res problematična. Če pa smo zelo skeptični, je odgovor nobeno. Obe možnosti vodita v žalostno dihotomijo. Izzivi postanejo bodisi izraz nezaupanja v politični vrh, bodisi odkrita zlonamernost. Tisti, ki zaupajo političnemu vrhu, to nato razumejo kot popoln napad na njihove odločitve. In na koncu pride do erozije zaupanja na vseh stranih. Zdaj številke to teorijo potrjujejo. Po podatkih Inštituta za svobodo in odgovornost Univerze Reichmann javno zaupanje v vlado znaša 17%, zaupanje v Kneset pa 11%. Vrhovno sodišče je pri 44%, kar je zanj blizu dolgoročnega minimuma. Generalna državna tožilka je pri 43%, policija pa pri 27%. Izraelske obrambne sile pa po drugi strani uživajo zaupanje. 65 do 77% javnosti v tej raziskavi, kar je največ med vsemi merjenimi institucijami. Videla sem tudi druge raziskave, v katerih je ta številka še višja. Jasno je iz tega, kako se Izrael mobilizira za boj in kako je Kneset končno dosegel soglasje glede tribunala, da je sprožilec za enotnost v Izraelu zaznava eksistenčne grožnje. Žal za to obstajajo seveda dobri zgodovinski razlogi in celo nedavni razlogi. A ironično je, da je mogoče, da nas je ravnanje z vojaškimi grožnjami po 7. oktobru uspavalo v občutek zadostne notranje varnosti. Da se stare razpoke in prepadi znova kažejo v vseh stvareh, ki jih običajno ne dojemamo kot eksistencialne. To vključuje prepiranje, kupčkanje in boj za moč na ravni prava in upravljanja. Toda vprašanje, kdo vodi Mossad, vojsko, Shin Bet, kako dobro sodelujejo s političnim vrhom in kakšen je njihov strateški pogled na svet, so eksistencialna vprašanja. Njihova stališča in njihova sposobnost delovanja znotraj sistema ali izzivanja sistema so odločilni, kar smo, žal, spoznali tudi 7. oktobra.
Do neke mere se zdi, da to pozabljamo, ker je enotnost opravila svoje delo pri mobilizaciji izjemnega vojaškega odziva na grožnjo. Izrael je kot pametni oklep, ki je, veste, material zasnovan tako, da se ob udarcu strdi, da zaščiti telo, nato pa se sprosti, ko ni napaden. Torej, se sproščamo. Ali pa smo se že sprostili. In to se vidi. V redu. Glede na to, da so ta vprašanja eksistencialna, se jih moramo lotiti bolj resno, tako v politiki kot na sodiščih. Razen če ne gre za resno vprašanje zakonitosti in ne za presojo značaja, osebje, na katerem temeljita demokratična vlada in varnost, ne bi smelo biti odvisno od sodne utemeljitve. Reševanje tega vprašanja zahteva ponovno oceno izjemnih značilnosti pravnega sistema, ki se je postavil v vlogo odločilnega igralca pri tolikih ključnih političnih vprašanjih. O mnogih od teh smo že govorili v oddaji, pa tudi o mehanizmih, ki to omogočajo. Ni zahteve po pravnem interesu. Ne želim biti nesramna, ampak v bistvu lahko kdorkoli izpodbija karkoli. Praktično ni omejitev glede tega, o čem lahko sodišče odloča, in malo je omejitev glede pravnih sredstev, ki jih lahko odobri. Na politični ravni je potreben lasten obračun. Obstaja velika vrzel med Izraelci in njihovim političnim vodstvom. Indeks Izraelskega inštituta za demokracijo za leto 2024 je pokazal, da 81% judovskih Izraelcev pravi, da se lahko v težkih časih vedno zanesejo na svoje sodržavljane, medtem ko jih le 25,5% enako meni o državi. Ta razlika je približno dvakrat večja kot v primerljivih zahodnih demokracijah in se v posodobitvi za leto 2025 praktično ni spremenila. Za dobrobit judovske države je to razkorak, ki ga je treba zmanjšati. In mislim, da se pot naprej začne z vrsto natančnih posegov, ne pa z velikimi političnimi revolucijami. Koraki, ki jih je mogoče enostavno razložiti, ki ustvarjajo soglasje in ki povečujejo, kot pravi javnost, razvoj države, ki se še vedno gradi pred našimi očmi. Torej, poglejmo si na primer trenutno zgodbo. Instinkt, ki stoji za trenutnim sistemom imenovanj, je razumljiv. Kandidati za visoke položaje potrebujejo temeljit pregled. In država, ki še vedno ugotavlja, kako razdeljuje moč, ima razlog, da si želi varovalke proti političnemu prevzemu javne uprave. Ta instinkt je najmočnejši argument za pravni sistem, ki se postavlja v opozicijo politični moči. Tudi ta instinkt bi lahko prav tako zlahka uporabili za upravičevanje postopkov z večjo vključenostjo javnosti, večjo preglednostjo in manj omejevanja. In tukaj, na nek način poetično, morda obstaja še nekaj, kar se lahko naučimo iz vzgiba, ki stoji za zakonom številka 930, sprejetim prav ta teden, ki javnosti omogoča vpogled v sojenja teroristom 7. oktobra. In vsaj ponuja državljanom vpogled v delovanje enega najpomembnejših korakov k zaključku po tistem groznem dnevu. Obstaja veliko načinov, kako vnesti več transparentnosti v izraelske politične procese, in omenila bom samo dva, za katera vem. Ideja o pomembni vlogi parlamenta pri višjih imenovanjih se redno pojavlja v izraelskem političnem diskurzu. Priznati moram, da je navdihnjena s strani zaslišanj za potrditev v ameriškem senatu, ki so mehanizem namenjen javnemu preverjanju kakovosti višjih imenovanj. Drugi pogled je prav tako sociološki kot političen. Predsednik odbora za višja imenovanja, ki ga imenuje vlada, je upokojeni sodnik Vrhovnega sodišča. Vedno. Predpostavka je, da so takšne osebnosti edinstveno usposobljene za presojo tako imenovane Tora Hamidot, torej čistosti osebnih vrednot in vedenja posameznika. Ta ista predpostavka postavlja nekdanje sodnike na čelo odborov, ki izbirajo vodje bank in zdravstvenih blagajn, ter aktualnega sodnika Vrhovnega sodišča na vrh osrednjega volilnega odbora. Ta ista predpostavka, skupaj z željo po protiuteži vladi, daje sodnikom Vrhovnega sodišča odločilen blok v sami komisiji za izbor sodnikov. A tišja težava je, da to omejuje vodstvo teh zelo pomembnih odborov na majhno skupino ljudi, katerih avtoriteta v njihovi karieri je odvisna od izolacije pred javnostjo. Ta razdalja je pravzaprav namenjena krepitvi sodnikov v njihovi pravni vlogi. Vendar to ni nujno prava kvalifikacija, ko je naloga presoja značaja javnih osebnosti, ki bodo sodelovale z drugimi javnimi osebnostmi v zapleteni strukturi demokratičnega upravljanja.
Še globlji problem je predpostavka, da pravna izobrazba zagotavlja monopol pri presoji moralne primernosti, kot da bila razumnost znanstvena konstanta in ne subjektivna vrednostna presoja. Verjetno obstaja neskončen seznam majhnih, a zelo vplivnih sprememb, ki bi jih lahko uvedli v izraelsko zakonodajo in upravljanje, ne da bi bilo potrebno težje delo gradnje soglasja okoli obsežnih sistemskih sprememb. In upam, da nas bodo manjši koraki, če jih bomo pripravili in izvedli, pripravili na širšo razpravo. Na koncu je pomembnejše od vseh teh manjših idej spoznanje, da obstajamo na konici igle na več načinov. In to kljub strmo rastočemu borznemu trgu in eni najboljših vojsk na svetu. Stopiti skupaj kot pest za obrambo te države pred zunanjimi sovražniki je le polovica naloge. Spustiti pest, ko pridemo domov, je druga polovica. Torej, Jeruzalemčani, srečen dan Jeruzalema in se vidimo naslednji teden.